Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 151. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Magnifikom, ki je frajer. Več o tem v pogovoru. Naprej začnemo pa še enkrat, ful hvala vsem, ki poslušate, pa predvsem tistim, ki podpirate. To seveda lahko naredite tako, da greste na apparatus.si/podpri, ker s tem omogočate nadaljne intervjuje in moje ustvarjanje na mreži Apparatus. Tako da res ful hvala. Pa hvala tudi vsem, ki dajete ocene v iTunesih, oziroma kot so zdaj Apple Podcasts, so rebrandali pri Apple. Zmerno več jih je, pa tisti tudi dejansko pomaga, tako da res ful hvala. Zdaj pa mislim, da je to čist dost introta, gremo kar Magnifiko, a ne? Te sem zdaj kupil s pomočjo poslušalcev, hvala lepa, ker jih lahko uporabljam in doma na stojalu, ker sem in tako okol hodam, a ne? In so Ti-Fi nima toliko basa od spodaj, no. Ne pobere to, ker ti imaš po mojem isto, ker jaz tako malo, ta ne. In pa eni majki, ampak si bolj svetu, veš. Vse to, ampak eni majki to bolj podeble ja. In si pol, kada žaba si na koncu, no, lahko. Tako. Ja, moje prvo vprašanje ni džingla, tako da moje prvo vprašanje, ki je vedno isto, kdo si in kaj počneš? Ime mi je Robert Pešut, moje umetniško ime je Magnifiko in sem v glavnem muzikant. V glavnem muzikant? V 95% ali pa še več sem. Pol si muzikant? Muzikant, ja. Okay. Mislim, prešparal sem si teh 5%, sem imel še kakšen izlet, pa sem bil tudi igralec. Zaprav, sam, kakor jaz vem, mislim, jaz bi ti več kot 5% dal za igralca. Jaz sem nastopil v enem filmu, v filmu Stereotip od Damjana Kozoleta kot glavni igralec, ostalo sem pa tako neki mal, mislim pa tako, v bistvu, pa še sem bil, ja, čakaj, kaj pa govorim? Ja, jaz sem tako, da sem hotel biti ljuden, ampak ja. Sem bil še, ja. Ne vem, v glavnem predal bi se temu poklicu, ne bi bil tako preveč cenim dobro igro, pa glumce, ne, da bi jaz se tako loteval malce uspod, samo zato, ker imam popularnost neko, pa hajde, nisem toliko napačen, recimo, če me kamera snema, ne. Ja. Zato pol pač sem vzel to, kad sem mislil, da bom lahko dobro naredil, recimo, ali pa da me ne bo sram čez 15 let, recimo, ne. Ampak dej, to sem te v bistvu, pa gleda klepo, šla pol na musko, ampak to me res zanima, ne. Zato, ker nisi, ne, pač igralca, ne. Ta, veš, faktor, grem delati tuno, da bom saj sebi zadovoljil nek kriterij, ne. Ampak jaz sklepam, da zaradi muske, veš, pa zaradi tega, kar si tam delal, tudi pri igri prav nizkega ne moreš imeti, ne. Ti pri sebi feelinga, kaj je dober, pa kaj ne, tudi zase. Dobro, recimo, da so veje umetnosti sorodne, recimo, sa po načinu razmišljanja, razumeš, ne, ampak vse je to ena, bi rekel, tudi tehnična disciplina, ne, kjer je dikcija, a ne, zapomni si tekst, ne, in tehnike igranja samega, ne, to je vse, kar nisem dal skozi. Dobro, se tudi recimo glasbene šole nimam, pa sem vse muzikanta, ne, ampak se mi zdi prevelik zalogaj, no, preveliko odgovornost čutim, da bi se kratko spustil, ne. Zelo velik vlog sem zavrnil, moram reči, najverjetneje več kot pa resni poklicni igralci, ne. Ravno zato, ker nisem to doživel, ker sam en žur, snejamo film, noro, to je velik napor, mislim, in če nisi navajen na take sorte napor, to so neka ustajanja jutranja, pa hajde, to, in potem neko čakanje, neki suspenzi tam, mislim, neki cel dan se vlečeš, ne, posebne sorte ritme, ker nisem navajen ga. Mi je težko, ni mi lahko to narediti, nekako eno rolco na filmčko odbijem, da ni tako od mene. Čeprav na koncu mi reče, ti sploh ne glumiš. No, zato, da bi tako izpadlo, da jaz sploh ne glumim, ne, se precej matram. Ne, pa se to je res, da naravno, sam da že naravno izpadeš, ne. Tu, če prideš, da je vem, ampak to sploh ni simpala, ne. Ja, sej. Mislim, vse mene, no, mislim. Ne, sej, jaz se kleči strinjam. Jaz pred kamero sem bil 3 doživljeno, ne. Ja. Pa še to bolj od nekih teh, in že tam je Holy Mother of God, ne, da se človek navadi, da moraš pa ti še nekaj sporočati, ne, pa da nisi igralec, ne, jaz pač, meni je to
Dosti izven. Zelo sem se pripravil, jaz sem na vsak kader, za vsak film, ne, šel scenarij, res velikrat skozi, pa kaj za vraga je sploh rola moja, v kakšnem odnosu sam, veš, padaš pol noter v vesolje tega, me razumeš, ne. In veliko razmišljaš, v resnici moraš pa nehati na koncu razmišljati in odglumiti, ne. Ne, se to, ker meni se vidi tako z vseh teh, po mojem sem vse, ne vem, sklepam, da sem vse videl na eni točki, ne, če sem bil noter, recimo. Pa če zgledal tako, se ti sploh ne glumiš, recimo, ne. Je po mojem samo zaradi tega, ker imaš ti dejansko tako močno eno podobo, imamo ljudje, po mojem, od te, pa veš, že prek muske, a ne. Pa zmeraj malo ti izpadeš, tako kot Clint Eastwood je lahko zmeraj Clint Eastwood, on ne bo mogel se preobraziti v. Jaz sem to začel namenoma početi, zato ker sem ugotovil, kao prvo, da je to najlažje zame, kao dva, nimam razvitih ne vem koliko tehnik, a me razumeš, tudi kot pevc ne, nimam plana B. Ja. Tudi v igri nimam plana B, a veš, eno. Pa če v muski bi ga rabo, a ni glih poanta to, da najdeš neko svojo špuro? Ne, seveda je, ampak recimo Mark Twain je rekel, ne, to so velike stvari, ne, se to sam najdeš svojo špuro, se to si pa čist naraven, pa si samo ti, se sploh nisi glumil, ne. Mark Twain je rekel, da se dvakrat rodimo, ne, ta se mi od njega zelo dopade, enkrat, ko se rodiš pač fizično, pa drugič, ko si ugotovil, zakaj si se rodil. To znaš iti skozi neke cele metamorfoze, me razumeš, ne, svoje osebnosti, da bi prišel do popolnoma enostavne rešitve na koncu, ki zgleda tako, da ti je tako prišla, ne. Kdaj tudi je tako, ampak v večini v resnici ni tako, moraš razmisliti o tem, kaj počenjaš, no. Ja, pa kje imaš limite, pa kje je tvoja njiva. No, ampak gled to, kar si rekel, kje imaš limite, a ne. A veš, ja. A so ti to sami izkušnje prinesle, res, veš, da si vedel, pa gre se to pogovarjati, ta tvoja špora, ker sem se hotel o tej tvoji štimungi največ v bistvu pogovarjati, kar se muske tiče, ker pač ti to delaš, pa jaz ne vem, kdo še to dela, jaz sem tudi zelo analfabet, kar se glasbe tiče, ne, to moram reči, ampak vsem, a veš, kako pa, res smo polka si najdel ta, karkoli pač je Magnifico, ne, koliko si se pa zaletel pol v steno, ker si neki probo, pa si da, ok, klepa jaz to, pa mogoče boljš, da ne, recimo. Nelagod, prav, jaz to počnem, ali pa vse, kar bi počel, rad bi, da na koncu nekaj narediš, nekaj stvar narejena, da me ni sram pismo, veš, ne, to je, sprav, da ne kaljam obrazi čast, in familije, in sebe, in prijateljev, in veš vsega, ne. Konkretno, recimo, moj glas, ne, jaz sem se en moment odločil, da bom šel solo kariero, zdaj pevca iskati, ali kaj, mislim, kako pevca, zdaj pa te pevce menil. A ne bilo najlažje, da bi kar jaz, zavedajoč se iz poskusov v studiu, ne, naprimer na prvi plošči, ki smo snemali z bendom v redu, to je bil moj to prvi bend, je producent bil Mustafa Čengić iz Sarajeva, bivši član Zabranjenega pušenja, in mi posnajamo, in ker ima spet neke vokale in pravim, Magnifico, znaš kako je, kao da koza piša na lim, kakor da koza ščije na pleh, da vam tak vokal. Se pravi, tu pač, tu ti lahko misliš, to ni ne vem kaj zdaj, ne. To ti je en večji, ko Zabranjenem pušenju bil, tako da ni kar en model, ne. Producent plošče, ne. Prav, ne da mi je volo vzel, nego mi je amputacijo naredil, a me razumeš, ne, nad koleni, tako da nisem mislim, ker sem slišal nekaj, kako se to sliši, sem pa še rekel, dobro, pač noš peva, ne, se pač ne rabaš tega delati, ne, Magdo. V glavnem, polka sem se odločil, da bom šel sam, sem se prav zavedajoč se, v kaj rinem, ne, ampak vsem bi bilo bolj praktično, da bi sam zapel, me razumeš, pa res nobenega ne rabim, se prav komada itak naredim, pa če bi ga še sam nekak, no in tukaj sem trčil ob svoje limite, ne. Fizične, pač imam glas, koliko imam. Gotovo sem, da ne zveni pa toliko slabo, ne, pa toliko za nič, če ga zelo spustim. Prav, če prejedem po nizkih tonih, ne, na eno lestvico, ne dveh, veš, ne, tako, kjer se mal dvigne, tam pa kratko mal govor, neko petje, ki je bolj govorjeno. Okay, razumeš, ne, ker to se pa ne sliši, ko nagravžen, ne. Okay.
Rambo, da sem poklical, Rambo, šta misliš, ja bi ga spustil, kaže, spusti ga, jer je ostalo je sranje, baš je bi ga. In on je tudi tukaj bolj plezal po teh nizkih. Ne. Ja, res je. No, in to je bil nek začetek, ne. Pol smo, pol probavaš, ne, se pravi, koliko pa lahko mogoče tudi kdaj kjes, a veš, ne. Tako da je petje in podajanje vsebine skozi tekst od muzike je zelo podobno kot gluma, ne, se jaz v bistvu glumim, da pojenski, zato ko v bistvu res ne znam, ne, zbrav, iščem način in ga pol slišam v sluški, a veš, ne, prepričljivost v resnici na koncu iščeš, ne. Dobro, jaz to ne bi toliko podcenjeval, vsaj tako, kar se ne podcenjujem, samo hočem biti plastičen. Ok, ne, ja. To je res, ne, v bistvu, to sem hotel reči, ne, jaz na te stvari tako nekako gledam, da meni ta neko pravilno odpeto, recimo, ne, ja. Se mi zdi, nič več ne pomeni, zdaj res klej sebe izhaja, ja. Ampak mene pol bolj enika tudi malo, mogoče, pa ne, nočem sploh reči fuša, ampak enika so šli nekaj svojega delati, pa je to v bistvu samo ona, ne. Ja, se tukaj imaš recimo odličen primer je pri nas Peter Lošin, on objektivno fuša, ja. Objektivno fali ton za penčetor, pol tona kdaj, ampak je prepričljivost njegova, ja. Interpretacija njegova, pri njemu ugotoviš, da pač je muzika ni sam v pravilno zapisanih notah, ne, ampak da je muzika vse tudi vmesa. Ja. Mi pač ne zapisujemo en četrt tona, to je on fauš, to je perči fauš, to mi ne znamo zapisati. Ampak Indijci pa znajo, Indijci pa zapisujejo to. Ja. Ja. Okay. In on je, a veš, indijske sorte pevci. Okay. Stvar ene sigurnosti in prepričljivosti je vokal. Ne, jaz mislim, da to tako nek minimalc moraš doseči, ker drugače je res pač groza, ne, če bi bilo. Ampak če pa najdeš to neko svojo, ne, zato sem se to hotel s tabo pogovarjati, ne, se to dobro rekel, ne, da si šel čim nižji, ne, pa tam malo predeš, pa kar je višji, pa bolj hello, jaz sem pa kle, pa malo poveš, ne. Kar je meni dosti genius po svoje, ne, ker tako se pol tudi slišam, ampak nimaš pa občutka, da bi bilo off, veš, da bi bilo, veš, da bi memi spadala, ne, in to mene v bistvu ful fascinira, ne. Ker ti ne bi mogel leteti v opero, pa nekaj narediti, ne, pač, veš. Zdaj že razmišljam, da bi zdaj že razmišljam, da bi lahko prodajal ta svoj šarmantni glas, ne, skozi neka libreta, ne bi se mi dopadali, ne, ampak najverjetneje, da bi sam moral spisati, ne. Dvomam, da so napisali, da bi bilo zame to primerno, ne. Ja. Nočem iti čisto v tvojo genezo, ker to je bilo že tokrat pač obdelano, ampak ena stvar me pa tako zanima, da sem se res že spet obadal, kako sem to vprašal, ker imam jaz te pol moje formulacije, da čim bolj normalno izpade, tako da malo mi prizaneskle. Kaj si ti hotel biti? Razumem glasba, pa bom imel band, pa pol pevc, ampak pa nočem toliko slavi govoriti, pač, kaj si ti hotel s tem doseči? A je bilo dosti, jaz bom v bendu, pa bomo špilali, pa bomo upali na najboljš, pa na eni točki bomo imeli 3 poroke, pa veš, bom imel pol šiht, ali je bila zmeren ta neka, mislim, kaj je bil dejansko, se vem, da je malo težek, kaj je tak heavy question, ampak. Ni čisto simpel, ja. To je zelo enostavna stvar, ne. Jaz sem izkuses in pač vzgajan, kot sem bil rastel, kjer sem rastel, ne, najbolj pomembno zame kot za fanta, ne, takrat sem začel razmišljati o muziki, biti frajer. Okay. To je nekako in večkrat to itak ni kam. Ker se mene tiče, ne. Zdaj pa karkoli zdaj počneš, aj to muzika, aj to, ne vem, bilo kaj, pač ni važno. Okay. Ker pri meni, veš, zakaj se to vprašam, no, samo da ti razložim, ja. Mogoče. Biti frajera, veš, pa da mi ni narodniti na ulicu, me razumeš, da mi ni zdaj, da nimam zdaj jebe, mislim, ker sem pač počnem nekaj, kar je nekim nasilo, pa sem se nekaj prešlepal, ne veš, lahko vsako sekundo pokončne glave in čiste vesti, ne, hodim po ulici in grem tudi spat lahko tako. No, sej ta, da ima človek pri sebi, že sploh na začetku, da imaš to odgovornost, se mi zdi, da to doskrat manjka. Ne, a veš kaj, ker ti začutiš, kadar ni tako, vsaj jaz sem, prav to boli, pisa, kadar narediš nekaj, pa je serast, mislim, pa si nekaj zafoliral. To se vidi, pisa. Ja. Pa sliši se, kar je najhuj,
čutim jaz tako nelagodje, da me je sram pismo, veš, ne. To je pa grozen pismo, če te je sram pismo, kar naprej nekaj, razumeš, da si za nič v nečemu. Te si na ključavnič, ampak za nič. Ja. Pismo, aloh nisi, veš, da je za meni poklic pola, kaj svem. Ampak jaz skle eno temo, zdaj, čez vse te pogovore, ki sem jih imel, ne, moja teza je saj vedno to, ne, da v bistvu da malo te mora biti stran stvari, ki si jih prej delal, pa te, resmo, da, ali pa ne da te stran, bom tako rekel, bom obrnil, da te nove stvari, da so boljše, kot te stare stvari. Tudi samo obrtniško, plus zdaj ostalo. Až da vidiš nek napredek pri sebi. To pa sklepam, da imaš ne, od začetka, ki si začel tudi resno, zdaj zadnji, ki si šel na solo. Da tisti začetne stvari, ki si jih takrat vendal, pa kar si zdaj zadnje cajte vendal. Zase lahko rečem, da sem boljši, kot sem bil. Ne. Vsakoga dana, v vsakom pogledu se še napredujem, ampak res to. Ne, sej minimalci je bil, ne, tam je važno. Probavam biti boljši človek. Jaz sem tudi boljši človek zdaj, kot sem bil 20 let nazaj. Ne. Nisem sem znal biti zagaman tudi, nisem ne fair, recimo, ali pa kaj sem. Ne. Osebna rast. Osebna rast, ne. Najbolj, da ti preden umreš, si odličen tip, ne. Najjači, ja. Veš, ne škoda, kaj tudi prej ne ugotoviš, ne. Staj lepa. Še ena stvar me zanima, kar se začetku tiče to. Ti, ki rečeš, delaš muziko, a ne? Ti si špilov, mislim, špilov si pa kaj pol v življenju? Vse. Špilov sem kitaro in moj osnovni inštrument je kitara, ampak nikoli se nisem naučil kitare v smislu, da bom zdaj soliral nekaj. Praktično sem bil neuporaben za kogarkoli, razen sam zase. Težko sem šel v nek band, pismo, veš, ne bom tam neki jaz prispeval. Veš, to je onaka poklična Magnifica. On je res hud, ne. Nisem bil te sorte. Rad sem skineval harmonije, melodije, ne. Toliko sem se naučil, da imam zdaj en poseben način špilanja moje kitare. Jaz pravim zmer, da nisem ne vem kakšen kitarist. Če vprašaš pa kitariste, res ne kakšen sem kitarist, ti bo rekel, da sem odličen kitarist. Zakaj? Zato, ker imam ubijalsko roko, ampak ne levo, ampak desno. Ne. Tukaj zanemarjajo zelo velikrat, ne. Torej, roko desno, ne. Mene bi pa to edini izhod, da se je sploh kaj slišal. Ne. A veš? Ne. Ja, okay. In sem razvil en tak svoj način igranja, tako da tudi kitare, ki jih snemam, mislim, ki so na posnetkih, so v glavnem 80% ali pa še več, so moje kitare. Okay. Ja, in basi in vse. Ne. Pa znam tako kot cigo, me razumeš, ne. Vse znam pomalo špilati. Ne. Lahko me boš videl na kontrabas in boš imel občutek, ne, če bom špilil 15 minut, da sem genijalen kontrabasist. Ne. V resnici nisem, toliko sem pa znajdljiv. Ne. Ja, štekam. Ja. Sem pa znajdljiv na inštrumentih, tudi lahko sedem za klaviaturo, ne, in boš dobil občutek, da se znam neki. Ne. Znam neki. Pa okay, ja. Ne, ampak nič več, kot znam neki. Ne. Sam sklepam pa, da to prav pride, polka komad delaš, ka lahko vse zamisliš. Toliko sem se naučil, ravno toliko sem se naučil, da lahko stvari, ki jih itak slišim, ne, da se ne rabim matrat pa klicati ljudi, da jih lahko samo odšpilam. Kako, okay, pa ti grejo posle malo na to, kako komade delaš. Pa, mogoče mene malo bolj tehnološki zanima. Sploh zato, ker ti že toliko cajta muziko delaš. A imaš nek odgovor na vprašanje, kaj se je najbolj spremenil, kar se tehnologije tiče? Veš, kaj ste začeli, pa zdaj? Niti ne, že ko sem jaz začel, je bilo zelo modern, to so bila tam ta pozna 80-ta, takrat ste programirali že. Pač mal manj sposobne mašine, ampak z odličnim soundom še vedno so zelo cenjene te mašine. Ne. Ja. In sem programiral jaz. Ne. In sem bila kombinacija programirati boban, pa pol programirati nek bas, gor kitaro, če si ne, mi smo že blizu komada, me razumeš. Ne. Ja. In sem to počel sam. Da bi evoluiral zdaj do tega, da tudi pritisniti ne znam več, me razumeš, sploh ne vem, imam tukaj na garaž band še mogoče še kaj naredim, ker ta je predvsej enostaven tak. Ja. Drugače pa nimam sploh vole, ne, ker te na nek način omeji. Mislim, ti v bistvu lahko, veš, ti lahko
plošče narediš odlično na iPhone, sploh ne rabiš tudi v studiu, soundi so the best, tukaj le gor, vse žive možnosti so, ne. Vprašanje užitka je, tle nehal sem uživati v tem programiranju, nego mi postala zanimiva svirka, kako res narediti, veš, ne, res dobrimi muzikanti, ki jih polorabaš, ne, prideti do neke glasbene zgodbe, skozi interakcijo, ne vem, bla, bla, bolj je zanimiv, to bolj pač večji žur mi je, ne. Ja, mislim, ka muzika tvoja je dejansko tako narejena, da je pač uživo ni nobenih težav, ne. Ni tako, da je bilo neki v studiu ekstra umetno narejen, ali ne vem, to odvisno od komada do komada, še najbolj je bil problematičen, ki je še Here I Come, ki je bil riff narejen elektronski posemplan, težko je pa to uživo še precej znajdljiv moraš biti, no, v glavnem. No, potem pa kasneje tudi nisem, zato sem nehal programirati, zato ker se s produkcijo začel ukvarjati moj mlajši brat, Šac, in je producent vseh mojih stvari tam od leta, od Here I Come naprej, je on tak, programira, ne vem, ne. Zdaj so pa nehala, napravil sem ga, če bi lahko nehala in na tej zadnji nismo nič več programirala, ne, in smo sam še špilali, ne. Aha, okej, to nisem vedel. Ja. To se pravi, zdaj dejansko ta zadnji album je vse špilate. Ja. Res, okej. Ja, to je meni, mislim, je to po svoje, kakor sem ta na tehnologijo malo. Ne, veš kaj, te hipsteri so prenesela, veš, en hype, da veš, kot obujajo neke stare veščine, a me razumeš, ne, je tudi samo špilanje, ne, ker smo gotovili vmes, da mi smo slabši muzikanti, kot pa oni pred 50 leti. Kot muzikanti, me razumeš, mi nismo napredvali, pa ti ljudje so napredvali, hodijo, zdaj so šli na Luno, zdaj hodijo na Mars, zdaj sem, me razumeš, prav, tehnologija je šla gor, a kaj mi smo pa slabši muzikanti ratali, a veš, in kad poslušaš muzikante iz 50-ih, 60-ih, ja veš, oni so ustvarjali paleto občuti, zvokov, mislim, ki zvenijo moderno, še zdaj, ne, spretni so bili v studiu, veš, znali so pač, ne. Enostavno smo, če bi rad bil muzikant, se sploh ne rabiš muzikant, v resnici, da je tako široko, da si lahko samo DJ, oni tudi pač rečejo sebi, so muzikanti, ne. Ali pa, ne vem, sem rekel, na iPhone lahko narediš odlično muziko, ne. Če te zabava to. Jaz rad špilam, a me razumeš, ne, mene zabava to, da je band dobro zveni, ne, to je najboljše. Ampak je to tako, to je tako naivno vprašanje, to, da je cel band pa to, ne, napravim ljudem, ki so DJ-ji pa komali delajo, ne. To je ta težja pot, ko moraš 6 ljudi biti. No vem, če težja, sam stat, ne vem, moraš biti poseben model, da veš neki pritiskaš še neke nofe, pa ob 4-6 zjutraj, veš, ne, imaš set dolg, ne, uro pa pol, 5-6 ur. Ki si 22, je okej, ne. Pa sam si, veš, ti potuješ sam, pa ne vem, ali pa če si še z enim, ne vem, ne bi jaz to niti mogel. Lo bi se zabaval, lo bi bil manifik DJ, razmišljal sem, zihar bi dobil dobre gaže, bi dobil 100%, ne. V Gala hala letni odr. Ampak to lahko naredim 2krat na let, razumeš, ne bi se s tem ukvarjal, ne bi zmogel. Ja, sem to bila jeska. Pa prav mogo bi imeti DJ napisan zraven. DJ manifiko. Ne, jeska. Jasno je vse, ne. Ja, pa zdaj, ko so pri špilih, pa to, da rad igraš, pa koncerti, pa to. Najhuje je bilo glih Here I Go, kar se tega tiče, kar se masa ljudi tiče, sklepam, ne. Ti se bilo, tam so bile največje publike, ali ne, ali se motam? Ja, to je bil moj komercialni največji uspeh, ne. Tukaj je v letu ta multinacionalka Sonjeva, ki ona sam z mišicami, se pravi, ki nabije komata, me razumeš, ne, on je šel v 60 državah, a veš, nikjer se ni vrtel, ne. Ponekod je bil nenormalno uspešen, prvi na top listah, ne. Ampak to ni pomenilo, da bom jaz imel zdaj koncerte posod, a veš, to je približno tako, kad ti slišiš en komad, pa ti je cool, ampak nimaš pojma, kdo izvaja, in mine to poletje in jebi ga dio, ne. Ampak, koliko si pa ti vedel, to me je v bistvu, koliko si pa ti vedel, pa recimo, Kleo Sonja, ki je bila multinacionalka, veš, to, mislim, neke podatke si pa dobil nazaj, a ne? Sveda sem. Tako, a ne? Mislim, ampak to sklepam, da zgleda pa kar impresiva, ne vem, kaj ti to Excel pošljajo, pa so, ali kaj? Ja, pošljajo se, prav, kje sem imel izdaje, kje sem se odvrtel, a me razumeš, ne vem, kaj sem, to se je vrtel na stadionih, a veš, na finalih,
na nogometnih finalih Evropskega pokala v Milano, preden se tekma začne, so spustili Hiraikama, veš, ne. Fiat je kupil Hiraikam za nov model Fiat Flya, veš, ne. Japonci so bili čist fukini na komad, ne, oni so ga vrteli pred njihovo športno oddajo na nacionalki, ne, je bil najprej Hiraikam, ja, tako predvsem azijski del, ne, se pravi Indonezija, Hong Kong, ne, tam smo rasturali, ne, a veš, v resnici. Ampak to sem zvedel tako čez pol leta, pač, ne. Ja, sej polk se vse zgodi, mislim, ja, valjda. Polk je že mimo, me razumeš, ja, ne. štikam, ja. Nismo uspeli zdaj zvezati, hit, turneja, ne. Štikam, ja. Kako pa ti pol, mislim, ko imaš to izkušnjo, ne, ko te je pač ena od teh ta velikih požegna, ne, pa dah se, pa potem, kako se rekel, mišice napne, pa gre to posota, ne. Koliko imaš ti občutka, da je to še vedno ful pomemben, glede na to, da je pač zdaj na netu res lahko da vsak musko gor, a ne, pa... A veš, koliko je te, a veš, kaj hočem vprašati? Ene stvari se pač ne spremenijo, ne, sej oni niso spet toliko nevni, tudi oni imajo svojo internetno službo, ne, in tudi oni pač tudi na netu moraš nabiti mišice, če hočeš. To je itak. A veš, ne, in vse to, kar jaz nisem bil sposoben, ne. Ne vem, pač ne vem, sem napako naredil, ali ne, nisem šel v podpis z njimi, razen za to ploščo, ne, nisem hotel, oni so meni ponudili neko pogodbo, v centimetrih ti rekel, ne, recimo neke 3 centimetre debelo reč, ker sem takoj zavrnil, ne, in sem rekel, da v bistvu ne prodajam nečesar, da kupil lahko licenco. Oni so rekli, halo, čakaj, mi smo Sony, mi rečemo, kako bo. Pa sem rekel, jebo mater, da se 100krat Sony, če bi bil star 20 let, bi podpisal vse, ne. Ja, itak, ja. Tako sem pa tudi nekako živel brez vas, pizda do zdaj, ne. Zdaj ne bi se upal to podpisati z njimi, da ste vi kar lastniki, zdaj pa pol še, ne vem, še za 5 naslednjih plošč, ne. Ja, v 10 letih, a veš, ne. Najverjetneje, da če bi podpisal to, ne, da bi dal časa lahko mogoče. Ja, še pol jadro, recimo, mislim. Jadro, ampak dvomam, zato ker to je pa, oni so pa spet tako, ti, ki narediš enkrat Hiraikam, a mi zdaj lahko narediš še 20 kil teh Hiraikamov, pa sorodnih stvari, a ne. Ja, ne mi zdaj tle s tvojimi pizdakant avtorskimi forami, razumeš, ne. Ja, pol nisem tvoja več, ne, dejansko. Je pa suporta ful. Ne, jaz suporta ful, ampak moraš biti, se pravi, oni, če bi podpirali moje delo v celoti, me razumeš, ne, da se jaz pač lahko izražam, bi bilo to drugače, ampak mi smo postali vsi ujetniki žanrov in tudi oni postavljajo muziko na zemljevid, razumeš, kot ene žanre. Kaj je to? Balkan sound, Gypsy Way, a veš, nekaj, ne, world music, ne, a veš, in jaz sam pa ne, jaz sem pa kantavtor v resnici, jaz vzamem žanr, kadar mi paše na vsebino, jebe se meni v resnici za žanre, me razumeš, da mi čača, pa mi daj pa ne vem, pač Four on the Floor ali pa, ne pa grem pa regi špilat, ne, a veš. Mislim, mene to zanima bolj tudi z tega vidika, ker pač oni, mene je zanimivo, ker so to te firme, ki so včasih bile v bistvu edina možnost, da si recimo sploh šel v tujino, a veš, te ta velike, pred netom zares, ne. Ker tam nek znanje more obstajati, jaz sklepam, da te žanri, oni kar približno dobro vejo, a veš, kam te bolj dati, pa kam te manj dati mogoče. Mislim, da ta znanje dejansko nekaj pomeni, se pa predstavljam. Ne, ampak ne zanima jih v resnici, veš, samo avtorstvo je, avtorstvo je ratalo, kva si ti avtor, kad bi rekel, da se ukvarjaš s poklicom, ki jih več ni. Ja, štekam, ja. Kuka boli kurac, kaj je to avtor. Avtor česa, pa kaj, da te posemplam, pa koliko to stane. A veš, zakaj je avtor, kurac, ne. Ja, valjda. Jaz sem pa ipak samo avtor, ne. Pa ipak samo kantautor, ne. Veš, mislim, tudi v Anglijo so me zdaj poklicala, me razumeš, ne, po Hiraikamu, da koliko mi je všeč komad, da bi oni to zdaj, prav, Sony England, ne, prav, mi bi to zdaj nabili, prav, nimaš lepše priložnosti za največji uspeh. Ampak, Magnifico, a priješ sem, veš kaj, it is more Munich, Frankfurt, Germany, sem rekel, dobro, pizda, se to pa ja razumete, da jaz izgovarjam tako, kot, mislim, to je vse v službi, sem rekel, vsebine teksta, ne, pa kaj predstavlja zdaj ta tekst, ne,
Se veste, da nalašč reče München, Frankfurt, Germanija. Ja, ampak veš, v Angliji pizda, mi tega ne razumemo. Ja, da res, je to daleč gre to. Ja, a veš, in se jaz režim in prav, dej, prosim te, prid sem k nam za 2 dni, tukaj bomo najeli studio, vse časti. In sem jaz rekel, dobro, ne bom jih zavrnil, ajde da vidim, ajde. In sem šel in sem šel v studio, in nisem, seveda, jaz sem se smejat, začel ker sem sam zinil Munich, je bilo konec, sem rekel, pizda fante, se vi ste pametni, pismo dovolj, veš, se tukaj ste bitli, se naredili, pa se živo, vse razumete stvari, da je to glupost, da se pravi, to ne moram, pizda, to pač ne delam, So se mi prijazno zahvalili in me odfukali tako po angleščini, v smislu, da me niso več poklicali, Ampak, se pravi, tukaj je močno pomembno, a me razumeš, da te lahko umestijo na polico in da pišejo v 2 besedah, kaj to je za ena glasba. Gypsy, Balkan, ska. A veš, ne vem, sada, a veš, lahko reče, pri meni rabi 5 stavkov pisa, da napišejo, a veš, kaj imam jaz gor na plošči, Neprimeren sem za njih, zato sem potem in sem tudi bil vesel, da sem samo eno pogodbo podpisal z njimi, potem sem šel k Nemcem, k neodvisnežem, ki mi je pa glih to všeč, da sem tak, kot sem, se jim to zdi pač nek value. Pa se prostora za take stvari je. Ja, ugotovil sem, da usporedno ne poteka samo ta Sony, pa Billboard lestvice, ne cela plejada znotraj World Music imaš ti, vso infrastrukturo na raznih levelih narejeno, ki zelo funkcionira dobro, tukaj v jazzu, tudi, sklepam pa, da so pol te indie leveli pa zdaj pa veliko bolj dostopni, pa tudi recimo, nočem se toliko vračati, ampak tudi zaradi neta, se saj najdete med sabo, komunikacija, lažja, zelo se ga poslužuje, moram reči, Ja, se to, Kaj prej si predstavljam, to mogo te na radiju. Single dam lahko, da hočem now. Se to, Ampak to je lušten, ta del je lušten, a ni? In zato pa sem še tvoje je, tako. Pa še založnik sem, veš, in to sem boharen, pač da sem in založnik in sam bom bil, čeprav ne znam, in vse. Ampak tako mi je res lažje, Pa si ta avterstvo, jaz to čištekam. To je, ker takrat, ko kontroliraš več ali manj vse, ali pa ne kontroliraš, ker si toliko zraven pri vsemu, da lahko vplivaš. Direktorji so bili včasih v službah, v socialističnih so morali, če si hotel biti direktor, si morali skozi vse faze proizvodnje. Če si bil recimo v Litostroju, ker smo avtobuse delali, veš, od gume, šasija gor in vse si mogel znati. In on je bil dober, ker je štekel delavca, pa štekel je razmere, štekel je, kaj mu manjka. Ne samo, ki je hotel avtobus. Ne, na koncu. Valjda ne. Pa se čist strinjal. Od moje drage fotere delo na Litostroju. Tako da ne connection skoraj je. Pa greva sam še, kar se muzike tiče, live špili. To imam pa jaz neko obsesijo, ker zdaj sem se počasi, ker delamo tudi živo te podcaste, sem se počasi nekako navadil. Mi sicer tam sedimo in govorimo, ampak tebe sem pa zdaj parkrat v živo videl in ti si pa ta model, ki pride gor in je hello, komod si za popizditi, po pravici povedan. In zdaj me sam zanima, koliko ta, prej, ki si rekel gluma, pa to, pa koliko cajta si predvsem rabu, da si prišel na ta nivo, ki prideš gor in je usapjal in je panike. Tebe sploh nam vprašal, ti je panika, ker meni res gleda, da nimaš pa res noben. Jaz sem bil kar dolg časa. V zadregi, Zaprav, lahko bi rekel, da pred 3-4 leta nazaj mi bilo iti na oder, zelo nesiguren, da sem se počutil, občutek sem vedel, da bi lahko bilo bolj, da nimam ta prav band, in to, kadar te začne razjedati ta črv, je tako neprijetno nastopati, mislim, prav res neprijetno, in sem samo z velik dela, samo z dobrim bendom, z nadrkanim bendom, ki res da dobiš občutek, da dobro špilaš in da dobro izvajaš to, takrat potem rataš lahko ležeren, res, ker ležerno si se pač ne da furati, 5 minut že, ura pa pol pa ne, pizda. Malo glumiš lahko na kratko progo, to je pa maraton, pizda,
Karijera je tudi maraton, že en špil sam je dolg, valja se prebiti pismo, a veš ne, pa oni neki ne jebejo, pa veš neki zdaj ne. Sej ta connection s publiko, ne, to je meni, res jaz sem full stand-uperjev že klemen, ne. Pa so pa zmeraj, ne, je to najbolj cool, mi Perica Jerković, ki je rekel, ja, tudi slave publike so, ne, ki je zmeraj ta neka fama, da ne smeš disati, ne. Ampak včasih res priješ, sklepam, no, tudi prvo, da priješ v neko situacijo, kjer ni taka štimunga, ki bi lahko bila. Vem, če si ti huta, me razumeš, ne, je ni toliko slabe publike. To ja. Da jih očaraš, da to, kako oni niso znoreli, pa ne navijajo, pa neki ne tulijo. To mi je vseglih, jaz vidim njih po učkah, me razumeš. No, to sem hotel vprašati. Ja. Vidim, da je njim ugodno ali ni. Nekateri me prvi sliši, pa ne mora zdaj skakati, nego posluša pismo, ne. Ampak imaš te prijeme, kako zleči ven, to je on rekel, ne, lahko prideš, pa je kar nekaj od publike, ne. Vem. In pol imaš neke skile, da pač... Če dobro špilaš, ne rabiš se ukvarjati, ker je dosti več. Se veliko zgodi z musko, a? Ja, valjda, vse se zgodi z musko, ne. Okay. 90%, 10% ostalih pa jih hvataš na šuplju, na karizmu, ali pa to reče, daj mi zdaj še 20 dek te karizme, pa idemo, ne. Kaj pa ta, sploh neko to, nisem vedel, kako reči, ta govorjenje, ta govoričenje med komadi, pa to me je zmerno zanimalo. Ja, mora, pizda, ne. Ali ti reči, ali da tih botno, pizda, resno. Ne, to me pa res zanima. Ker ni bilo gama, ki pa napačno duhovičenje ali pa duhovične kanjerata ali pa suhoparnost nekaj naumna. Ne. Včasih je dovolj samo, da znaš dobro reči hvala, ker tudi to ne znajo. Ne. Aha, ok. Že hvala je, ali pa preveč hvala, ampak sploh ni zelo aplauza do huzga, pa nekaj se ful zahvaljuješ, veš, pismo. Te umestni deli, ne, so ravno tako, so del koncerta, pizda, veš, ne, in to je pač umestni del, ki je ena pauza, ki jo moraš nekako zapolniti z nečem, s prisotnostjo svojo, lahko si motherfucker in si samo na mestu in si tih, pizda, kaj dupe, veš, ne, ampak to moraš tu znati nositi. To moraš sfurati, ne, to ni. Ni to zdaj lažje zintke, ne. Jaz sem gotovo, da rečemo hvala, ker je hudo, ne. Hvala lepa, ne. Ja. To zmer neke sadove obrodi, ali pa vsaj ne zajebe vsega skupaj, ne. Ja, ni kontraefekta, ne. Vsako napletanje, pizda, da pazno, deva razmisliti tole, če ima to smisla, no, ne. Včasih se vmes ustavim, pizda, sem hotel kaj reči, ne. Dovolim si včasih naprobati zintke, ne pologotvim na pol stavka, da je to čisto naumen in ker neham. Ampak pripravljenih nimaš pa mbenih, tako. Imam tudi kdaj, ampak pol se pa začneš ponavljati, ti pa tudi naumen, ne. Ja, štekam, ja. Ok, ne, se to mi je kul, všeč mi je, da se vmes ustaviš, to je, glih to sem hodil vrati, kavala te malo tudi zavede, ne, sploh takrat, ki je res dober vibe, ne. In štartaš in se spustiš v grapo, pizda, in gotoviš, da je pregloboka, pizda. Sam se pa, je pa res, da sklepam, da res pa valjda si kdaj tudi že rekel, da si šel do konca, ne, pa ni ratal, ne, se pa pol treba bilo že spet z musko nazaj izboriti, ne, si že bil višji, ne, ja, ne. Svašta počnem, ne, mislim, včasih je tudi res odvisno od publike, lažje komuniciraš, ker oni sedijo, recimo, najlažje komuniciram in rad imam koncerte, ki ljudje sedijo, od kurac mi gre njihovo aplaudiranje vmes med komade, pa imamo zdaj roke vsi skupaj sedaj, ne, a veš, to je kurac, ne, mislim, to, jaz mogoče rečem samo, zato ker to vem, da imajo pač radi ljudje in zato pol enkrat na koncertu prejmo komado, pa rečem, no, zdaj pa skupaj, ne, pizda, mi je to tako bedno. Na živci mi gre, da oni pojejo, pizda, oni so karto kupili, človeče, pizda. Prvo ne znajo pet, ne, pizda, ni tekma to, mislim, to peltle, jaz pojem. Vi poslušate, aplaudirate, posed se bedak na umen, pizda, da boš poslušal, ne mi skakati pa tul, nekaj, veš. To je neko izsiljevanje aplauza, pizda. In oni so tudi padli, tudi publika je padla, da morajo delati nekaj. Sploh ni benga navdušenja, res toliko močnega, ti lahko slišiš neko a veš, čisto naumen. Ja, štekam, ja. To mi je zanimivo, si tako, glih prej, ki sva rekla, imaš rad, da je band, rad igraš, a veš, da je to, ne, bi človek, mislim, ne vem, si to je zelo naivno, ampak bi človek malo pričakoval, da ti je mogoče kul, ne, da na eni točki
Une komade, ki res vsi jih znajo, da kaj uleti folk, ne, da ti to mogoče sedel. Ne vem, vse je to od človeka odvisen. Ne vem, ta interakcija, to je čisto isto, kot prideš v kakšno tam moderno gledališče, pa ima poseben pristop, da so interaktivni s publiko. To je stran. Pa je to rad, no, da mislim, pusti na mir, jaz sem kupil karto in entertain me. Ja. Jaz sem isti, jaz tudi ne moram, to eksperimentalno. Ne, bejš urad, pizda. In tukaj ni bene razlike v resnici, ne, a veš. Nočem, da ste interaktivni z mano, fakt pizda. Zato moram reči, da vsed se, pa posluši, pa pejt, če pa ti ne paše, odžvižgim, pejt, ne, reč pizda za en kurac tole, ne. Ja, valjda, ja. Ne, se ta del fuštek, ker res, ja, to si dober, ta primerjava s temi gledališči, kjer bomo uporabili publiko in ne vem kaj, jaz sem enkrat sem bil in sem šel nazaj sedeti, ne morem, ker mi je, ja, jaz, eno random vprašanje, skoraj sem ga pozabil, skoraj že prej preglumil vprašati in mi je, lej, sva šla mem. Jaz sem enkrat bral, ne vem, ali je bil Saša Lošič, ali kdo je govoril, ali si bil pa ti in nisem tega najdel, drugače bi te bolj konkretno vprašal, ampak Ricky Gervais veš, kdo je? Ja. Deva, ker jaz sem mogoče največji fan angleškega The Office, ne? Okay. Obožujem ga, mislim. Si bil ti in jaz sem 100%, ali da si v Mladini to rekel v enem intervjuju enkrat, ker mi je, mislim, da v unih intervjujih, ampak nisem najdel. Pa da sem rekel kaj? Nekaj, da Gervais ti je pa cool, ne? Mislim, mislim, ne samo on, ampak on je en unih, ki me je zlomil, ki me je razbal. Hvala, ja. Kaj si ta prvo videl od njega? To me zdaj... Film sem videl in to, sploh nisem, on je bil v eni seriji, ne. Ja, The Office pa Extras. Ne, pojma nimam to je. Okay, a res? Ne, to sem spustil, jaz sem njega prvič videl na filmu Čaki laž, ki je... The Invention of Lying. Ja. Ja. A res? Polomil me pač, ne. Ok. Kjer idiot je ta nalega, no, fakt, pizda. In pol sem seveda, vse, kar sem videl, bilo skozi huj. Ja. V bistvu sem pa te serije spustil, oni pred mano so ga poznali, pa se, a ne veš ti, pizda si kmet, a veš, nekom... Prosim, poglej to. Ja. Res, to ti zdaj kar retom vseeno odpust, prosim, gledaj, angleški The Office, 12 delov je. 12 delov je po pol ure, pa en Christmas special. Tak, 2, ampak okej, prosim, poglej to. Ja. Res, ne vem, kaj je to zdaj, vem, da če ne spade, ampak moj bog, poglej to. Res, jaz z Godlerjem so naredila dejansko, zdaj, ker smo že, so naredila podcast, kjer so šla čez vsak del in se o njemu pogovarjala. Jaz imam scenarije, knjige sem kupil doma. To sem vedel, da te moram vprašati, ta je bila malo zame, ta vprašanje. Ampak Gervais forever, kar se me tiče. Strašanski idiot. Ok, super, ok, cool. Zato sem se hodil v glumi, kasneje pogovarjal, da še tole uvalim zraven. On vse ve, recimo, on res ve vse v glumi pri njemu, ker sploh komedija, sploh izzivati smeh, ne stari, to je, a veš, tudi pri muziki isto, ne, dej mi, ali mi dej smeh, ali mi dej soze, mislim, ostalo, si lahko kul, kuk češ, ne, pizda, to je tako dosadno, mislim, ne. Ja, valjda, ja. Veš, ne, izzvati smeh, žalost, pizda, to so pa močne stvari, ne, mislim, smeh še bolj, ne, ker vse A ja, zakaj smeh bolj? Zato, ker ga je težje je to, ne. To te more, pizda, a veš, may the force be with you, pri komediji, mislim, to je res nekako bi rekel od Boga pismo, biti duhovit, ne, in znati podati to in nasmejati ljudi, to je strašen power, ne, in težje za nares, kot fukniti nekoga v žalost, ker je žalost, pa biti slab človek je lažje biti kot dober pa nasmejan, zadovoljen. Ne? Zato se moraš truditi. Za biti slab se pa ne rabiš. Prepustiš se sam s idiotloku svojemu, a me razumeš, ne? In si pač idiot, mislim. Ne? Ja. Pa si to je bila tvoja špura, vedno je bil ta humor. Ne? Pač to je... Ja, mene to pač všeč. Mislim, tudi v nastopanju, mislim. Tudi v nastopanju, tudi v muziki, tudi Mozart je bil duhovit, ne. In Beatlesi so bili duhoviti, ja, veš, in v muziki, in v vsem, in v nastopanju svojem, in vsem, ne. Za razliko od Stonesov, ne. Mislim, sploh jih primeril ne bi, ampak sem to, ki mi reče. A ti si pač Beatlesi? Ne, sploh ne vem, zakaj primeril Beatlesi pa Stonese. Ja, jaz sem, da to je razumel, ampak Beatlesi so Mozart, ne Stonesi pa okej, mislim...
so pa stonsi, ne, mislim, v redu je. Okay. Ni za primerjati to. Ne, očitno ne. Ne. Ta primer, ja, Beatlesi so Mozart, Oni so pa Stonesi stonsi. so pa Stonesi, ok, fair enough. Naprej greja pač po strojna programska oprema in še ta vprašanje, koncerti pa turneja, ne. Ja. Koliko si zdaj že ta, ki iz sebe, koliko lahko sebe zdaj že premagaš, ker imaš ti slab dan ali pa smel, ne vem kaj, pa je treba vse nastopati. Ker ta del je v bistvu, to vse vprašam, karkoli na odru delajo, ker se mi zdi, jaz tudi na radiju, da imaš slab dan, pa priješ, pa jaz nekako lahko zdaj že odklopam, ampak to zdaj lahko rečem, ker sem zdaj imel 10 let eno redno mini oddajco. No, ravno tako, zdaj lažje to počnem, ta switch, nekako bi rekel, lažje naredim, bolj sem profi v tem smislu, da grem lahko na oder, ne glede na to, kaj se mi je dogajalo pred eno uro ali pa včeraj, ali pa se počutim slabo, imam mačka še pizda in v bistvu me zanašam, ali pa ne vem, pač bilo kaj, ne. Ja. Pač izkušnje prenesejo svoje, ne. Ja, lažje to počnem. Se zato, ker ta del, meni sam kle, se mi zdi, da je pa prvs, ker ste band, Ja. se mi zdi, da je sam več spremenljivki, Oziroma se zgodi ena stvar, tudi so ljudje pred odrom, nekdo se počuti slabo, temperatura, no veš, neki, veš, oder je neverjetna reč, pol stopiš na oder in vse bolezni zginejo, pizda, in vsa jeba zgine, razumeš, to, ki je pomemben, ker ste tukaj na odru, to, ki te to preokupira, da ostalo enostavno zgine, kakor da me oder v bistvu skap sestav nazaj. Pa si 1 uro pa pol dober, pa že spet depra. Pol pa še inercije malo, še ura, pa pol, še hajpa do zjutraj, pol se pač zbudiš v depresivnost svojo, običajno recimo, če si glih v tej fazi. Adrenalin je jajc. Niti napiti se ne moreš, ne po špilu, ker je adrenalin pokople v alkohol. Nima veze. Ne. Ampak to hočeš delati, to je ta najlepši sklepam. Dej tam tako vprašal, kjer del te največ? A kad delaš komade, a ki jih snemaš, a ki jih izvajaš? Ne, v bistvu jih najrajš snemam pa ustvarjam. Okay. Če bi se dal, sploh ne bi nastopil, ali pa minimalno. Ne, res. To je, ta del posla je tak, v bistvu, če bi se dal, bi naredil samo tako 20 koncertov na leto. A veš, sam unek, ki so mi všeč, ne bi zlahka bi bil, hočem reči, samo v studiu skozi in samo snemu, a ne. Aha, okay. Pa odšpilo komade za ene prijatelje, ki pride, veš, ne. Mislim, meni je to noro slišati, po svoje, zaradi tega svojega tvojega, ki ga imaš na live-ih, tako bi si človek čakal, da ti je to v bistvu špila mrd, ampak vse ta, mislim, vse ta odr, vse ti backstage, ta vozakanje nekam, da ne govorim, zdaj, jaz nastopam vse povsod, me razumeš, to, ko moramo iti na avion, to je stres men, mislim, jaz ti ne znam reči, pizda, veš, hotel kakršen kol, da ga dobim 5 zvezdic, deluxe vse, ima 2 zvezdice, ali hrana ista, samo gotovo, čist posod, 2 zvezdice, 5 zvezdic, ista hrana je, isto me jebe neki posla, neki mi ni v redu, razumeš, ne, gužva, mislim, vse to mi predstavlja pizda res, nekaj, kar res ne maram pismo. No. Ok, fair enough, lej. A ta del, ki pa... Ta del, pa sem enkrat na odru, ok, to vam razumeš. Ja. Vse ostalo je, a veš, ne, je maltretiranje pizda. Ampak tako, ta, ki pa ustvari, ki pa delaš komade, pa ki snemate, to je pa ta... To najreč počnemo v resnici. Ja, ok. Če bi lahko zbiral, se pravi, a to ali to, ne bi nastopil sploh, bi počel samo to. Ok. Pa se to je tudi ta obrt, več, ki jo znaš, pa zmeraj me nekaj novega, sklepam, da... Ja, to mi ustvarjati nov komater, da me razumeš, ne, zato sem tle, v glavnem, ne. Ja, valjda. Ampak zdaj prišlo tako, da tudi nastopam, ker če bi bilo dovolj, da samo naredim komade, pa da jih, veš, tako, ne. Ja, te časi so pa mimo. Ampak temu več ni tako, ne. Ja, tega pa res ni več, ne. V bistvu mi ta glaven dohodek mi je od nastopov. Ipak, ne. Zdaj ima ta segway. Na to strojno in programsko opremo. To pomeni, telefon imaš kaj? iPhone? Kjer ga? Meni zgleda, ta zadnji
po moje. Ja, Sedem. sedemka je. Sedemka. Ena sedemka, Ja. bordo barve. Sam enega so imeli, pa je rekel, da ga ben noče, pa sem ga vzel. No, pol mi je pa rekel, da s tem, ko vzameš tak barven iPhone, ne, da gre bono tu neki. To so te red. Ja, iPhone, nisem vedel, šele pol mi je rekel, no, tako da eto me. Zdaj si sva izenačila. Eto me, tudi mene. Tudi, ker nisi hotel. Ne? Ja, sam barva mi je bilo všeč. Ne. To ima pa Apple, ne? iMac-a. iMac-a. Ker so mi rekli, ne spoznam se, res sem tak najbolj osnovni uporabnik vsega in telefona zame vse te ikonce, ki so tukaj le zelo malo, jaz to pritiskam. Ne. V bistvu mi je važno, da je Google pač vse vedni. Ne. Ja. Pa mail. Pa mail, ne, jasno, ne. Pa ne vem, pa več ne vem. Skype, ok, ja, seveda. Pa še z njim so tako navijeni. Dobro, imaš pa ene hude, živčen sem pizda. ene hude lesi zvočnike vidim, ne? Tako da to bom pa tudi štel, ne? Ja, ampak to tudi, to imam zato, ker mi jih je da brati sem, ne. Jaz tu slišam ne preveč, ok, meni je hitro dobro, veš, daš neke navadne kurac, tam pa meni tudi dobro. Pa je v redu, ne? Reče, pizdamo za nad sound, le koliko je zdaj boljši. Ja. Jaz sem zdaj šele odkar te podcaste delam rato fulbar pozoren, ne? Na zvok. Prej mi je bilo vse ok. Ja. Vse mi je bilo ok. Zdaj pa slišam tako. Jaz sem še zmer tam. Na iPhonu pa imam pa... Ja, pet unih, ki jih res uporabljaš. Ja, evo, recimo na Macu to, ne, ajde pa GarageBand občasno, prav. Aha, pa še enega manj, čakaj, kaj je to? Notes, ne, to sem tudi ugotovil. Ker se sinka z iPhoneom. Ja, nedolgo, ne se to pa ne znam, meni se nič ne... A se ti ne? Ne sinka, ne. Mislim, da bi se mogel sinkati. Ja, vsem se sinka, jaz pa še, meni pa še mail tukaj, ne vem, nekaj ne znam. Tukaj nucam pa Viber se mi krasna reč, ne, pa vse te, ki se da pogledati, ki se malo mreže zajbavajo, ampak ok, Shazam, prekrasna reč, ne. Ja, za musko. Ja, za musko, to se mi zdi nevredno, kot pritisneš in on ti jav, kaj je to. Mislim, to so res stvari. To je malo magic, ko prvič vidiš, je malo. Meni se zdi še kar zmer, ne. Ja. Pa imam pa rad ove zvezde, Ja. Rad pogledam tako, kako se mu reče. Sky nekaj. Ja, Sky, ja. To. Pa weather. Ja. Okay. Kaj pa za mail uporabljaš, kar mail, ta od Apple ali imaš kakšnega drugega? Mail, ne, ta mail, tako je tle, ta mail. Od Apple, ok. Ja. Sej, sam to znam dovedeti. No, sej ne slabega. Znači, to ni obsojanje. To, ja, ne, se tu če je, se ne morem pomagati. Ne, zdaj me lahko... Še sem dovolj, a tablica imaš kakšno? Imam eno predpotopno, ki dela gor sam še ene dve igrice, YouTube-a več ne vleče. Aha, to je že, pa sto redo. Ampak jaz še kar nucam, ne. A veš, ker itak samo berem, a veš, ne, kakšne stvari, to pa... To je pa super, pa povečaš lahko. To pa še potegne, ne, in zame bo super... En prvih je bil od Jonasa, sem kupil, ker se ga Jonas ne veliča, on je zmer ta prvi imel. Ja, vse ena ta prvih teh tablic imel on. No, pa imaš zihar iPad enko, no. Enko. To je pa zdaj res že. Ne, ampak dela ona, ne. Ja. Ne podpirajo več nič, sicer ne, ampak začitati je pa ok. Ja, valjda, na net greš lahko, se dobro podelajo, ok, ne. Jaz kaj veš, itak ne znam niti nucati. Ja, se ti si tudi o tem v zvezdi od Jonasa, ne, on pa priporoča stvari, pa ne juriš, ne. Ja, mislim, pri njemu si vedno lahko videl, pizda, veš, najnovejše te gadžete, neverjetne, ne. 3D printer, pizda, veš, ga ima doma. Vem, sem bil, videl, ja. Zako zlat, ne, mislim, pizda. Robote je imel, veš, ne. Ne Lego Mindstorm se pa to. Robote, ne dinozaure, pa ki so med sabo komunicirala, veš, že 10 let nazaj, on nekaj naredi, dinozaur, pa se ta uglasi, ki mu ni ok nekaj, veš, in od koraka nekaj, tako kar, mislim, heavy. Ja, valjda. Vse, Jonas being Jonas, se mi reče. Zadnje vprašanje, ki je tudi vedno isto. Če bi mogel izpostaviti eno fizično stvar, se pravi, da ni človek, ja. Fizično stvar,
ki je naredila vtis na tvoje življenje, tako ki je bila narejena zate, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več, ni omejitev, kaj bi to bilo? Sprav fizična stvar, kaj bi to bilo od Magnifica? Jaz bi rekel, da je to kitara, mislim. Ja. Za meni se zdi, mislim, da sem dal kitaro v roke, I feel like a man, sem to mi je manjkalo, Ja, okay. Sem to predmet, ki pač se nekaj, kar mi ne prepade na pamet, najverjetneje. Sej, to iščem. Nisem se nič boljšega spomnil. Nič slabega spomnil. Pa od kitare naprej si kul, ne? Kar je cilj, ba je. To sem od tebe slišal. Biti frajer, ne kul. To je Razlika, se To je strinjam. velika veščina, ne? Biti kul, to je lahko vsak bedak. Se strinjam. Ja. Hvala, to dobro si mi pobral. Magnifico, najlepša hvala. Hvala tebi za obisk. Ja. Glih, kar si bil v Aparatusu. Me veseli, sem počaščen, da sodelujem v teh novih medijih, kot je tvoj podcast. Odlično. Zdaj pa lahko rečeš adijo. Adijo sem. Čau. Čau. Tole je bila 151. epizoda Aparatusa. Magnifique najdete več ali manj posod. Klej bom kar rekel, napišite v Google Magnifico in ven vrže ven več ali manj vse. Jaz sem na Twitterju afna.nz, to sem tudi na Instagramu in pa na Snapchatu, tako da mi mirno lahko tam dodate in mi težite, če je bilo kaj v redu oziroma kaj ni bilo. Hvala vsem, ki dajete ocene Aparatusu v iTunes, to dejansko pomaga. Največ pa pomaga to, če podprete to, kar delam, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. To je do naslednjič to. Hvala, ker ste poslušali in adijo.